Dobrodošli v Tehnoparku Celje, že na 3. kulinaričnem spletnem doživetju pod imenom Cele kuha. In sicer je z nami danes šef Marko Pavčnik, lastnik gostilne Grad Pavus Laško. Marko, lepo pozdravljen in hvala lepa, da si se odzval našemu povabilu. Hvala za vabilo, z veseljem sem se odzval, ker pač v tako lepem prostoru, pa tako lepem mestu kuhati je vedno zabavno. Tako da evo, z veseljem sem sprejel vabilo. Super, hvala. Marko, torej, kaj bomo danes videli, kaj bomo danes kuhali v spletnem kulinaričnem doživetju Cele kuha? Jaz sem za danes pripravil malo drugačne jedi, kot jih mi delamo v restavraciji. Saj mi se ukvarjamo veliko z divjo hrano, pa kuhamo s pivom, pa tako so take kompleksne jedi z veliko komponentam. Za doma pa vedno pripravim bolj enostavne stvari, ki so zelo okusne, pa ne rabijo veliko priprave. Se pravi, prva je ta, kar je super za december oziroma za celo leto, ampak za december še malo bolj aktualno, je tatarc, bomo naredili iz lososa, se pravi, da ne bo vedno mesni, je lahko tudi ribi, danes sem se odločil za lososa, lahko doma uporabite tudi storo, ali pa katerokoli drugo ribo. Zdaj tako, malo bomo začinali ga z, čist malo eksotike bomo dali noter, ne veliko, ker mi je meni osebno malo všeč, ampak ne pretiravanja tega, Se pravi, začinali ga bomo z limeto, drobnjakom, malo praženega sezamova, malo čilija, ni nujno, ampak da je malo pikanten, sol, poper, pa zelo kvalitetno olivno olje. Postregli ga bomo z sveže popečeno bageto in to je to vrhunski prigrizek večerja, kakršenkoli za ta decembrski čas, ali pa tudi za druge čase. Sliši se odlično. Tako. Marko, nekje sem zasledila, da so vas poimenovali tudi kulinarični divjak z dušo. Kaj to pomeni? To pomeni, da, tako sem že prej omenil, jaz sam težko kaj naredim, naša ekipa oziroma v naši restavraciji veliko kuhamo z divjo hrano. Se pravi, veliko nabiramo, veliko nabiralništva, predvsem polet, pomlad pa jesen še, to se pravi, da je cel kup divjega rastlinja, pripravljenega na različne načine, tako da vsaka naša jed vsebuje, če že ni popolnoma divja, vse komponente divje hrane. To je, ne vem, pač za naprimer, mi kuhamo juho, v katerih je 15 do 20 različnih divjih zelišč, In po tej juhi smo recimo precej poznani, in jo tudi vsi tako vedno v sezoni imamo to juho, v zimskem času ne gre. Tako da nekako iz tega je mi pravijo kuharski divjak. Evo. Če boš potreboval tudi kaj moje pomoči, sem ti na voljo. Z največjim veseljem. Zdaj pa tako, najprej da razložim. Se pravi, iz lososa sem potegnil kožo dol, pa ta rjav del, jaz se ga tudi rad malo zagibam, lahko ga malo gor preveč, pa ne. Ker lahko ima tak ribi malenkost neprijeten okus, zaradi tega se ga jaz malo zagibam. Se pravi, lososa bom narezal kar na take malo večje kocke, ne zelo male, tako srednje velike, ker je čisto ok. Ti pa, če mi ta cajt kar malo limetine, lupine naribaš kar v tole posodo, ko bomo zmešala, tako približno od pol limete. Evo, tole imaš ribežen. Tako da to je to. Nekje za neko predjed je 50 gramov lososa po osebi oziroma ribe za dost. Če boste še imeli pa seveda naprej kakšno glavno jed in tako naprej. Tako da ni preveč. Pa tudi ne bo pretežko, tako da si lahko doma privoščimo. Mislim, ta jed je tako, iz vseh vidikov je zelo, zelo enostavna za pripraviti, lahka za začetek, pa predvsem pa drugačna, pač tako jaz moram zadosti bo. Jaz tudi moram povedati, da recimo pri nas doma sem dva otroka doma, otroka se ste že malo večji, ampak dobro, nič hudega, ona dva obožujeta surove ribe, tako bistveno rajš ima to surovo ribo kot pa pečeno, tako da pač vse tele zadeve, losose, brancine, tuno, zelo pogosto pripravljamo v obliki tatarcev, sušije delamo in tako naprej. Jaz moram priznati, edino, kar morate paziti, se pravi pri surovi ribi, da imate res svežo. To je najpomembnejša stvar, da ni kakšna odmrznjena stara riba, to pa ne gre, se pravi, svežina je ključna. Potem pa samo prijetno začiniti, vedno pa še limon in limetin sok, se pravi, ko je to delno skuha, olivno olje,
za te stvari uporabite najboljše olivno olje, kar ga je. Tole bomo ekstra deviško sladko, tako je. In tele limete za štart čist malo stran vzel, da ne bo preveč začinjen, pa bomo raje še potem dodajala. Nojno najboljše. Pač jaz sem tako vse 2 vrste olivnega olja vedno doma, ne. En je za kuhati, en je pa za takale stvari, ne. Za začinjati, ker to recimo ta najboljše olivno olje niti niso primerno za termično obdelavo, ne. Se pravi, kakšnega naj uporabljamo za termično obdelavo, torej za kuhanje, pečenje? Se pravi, za neobdelavo, se pravi najboljše kakovostno olje, jaz tudi imam vedno slovenskega uporabljamo, ne. Medtem ko je za kuhanje so pa ostala oljčna olja v redu, a ne, ki so nižjega cenovnega razreda, pa potem tudi kvaliteti primerno, se pravi nižja cena in potem je tudi primerno so za kuhanje, ne. In to je to, no. Tako da pač, ker s tem najboljšim je res ga škoda kuhati, a ne. Ja, pa pravijo tudi, da se nam ne sme prižgati, ne. Tako nekako, vse nobeno olje oziroma nobena maščoba ni dobro, da se prižge, ne. Čeprav mislim, da ne tako zelo veliko zgublja z tem, ampak itak pa za nobeno olje ni dobro, da se prižge, ne. Zdaj te bom še jaz kar prosil, da mi drobnjak zrežeš. Ti bom še povedal na skrivnost, če hočeš. Evole. Se pravi, drobnjaka nikoli ne seklata, ne. Drobnjak vedno samo zrežete, a ne. Tudi vedno, če ga kupite ali pa če imate domačega, je z gumico zelo fino, da je zvezan, a ne. In najboljše jaz vedno tako, cel šap, ki ga imam, ga samo odrežeš to, ki ga rabiš, ostalo pa pospraviš, a ne. Nič seklanja, samo tanko narezan in to je to. Ker če ga seklate, potem dobi on neprijeten čebulni okus. Tako, to je skrivnost. Če je skrivnost, ali pa ni. Evo, tako, izvoli. Evo, med tem cajtom jaz samo malo soli, niti jo ni treba veliko, malo popra. Se pravi, malo sezama. Če vam sezam ni všeč, ga ne rabite, če ga pa imate radi, potem ga pa malo sprašite, ker pol ima čisto drugo aromo. Malo pikantnega, se pravi, ne zadeve čili ali pa nekaj tasga. Odlično, daj kar noter. Olivno olje. Lahko ste kar radodarni z njima, ne. Nobene potrebe, da se špara. Potem pa še seveda limonin sok. Ko ribate vse citruse, izogibite zmeri bele barve, a ne. Se pravi, fino je, da je naribana samo lupinca, a ne. Ker bela, se pravi, ta bela plast je grenka zelo. Tako da bela plast vedno stran, ta zgornja plast ima pa daleč največ okusa. Isto limona, pa vedno ekološko pridelane citruse za uporabo lupine, ne. To je to. Zdaj bom pa to servirala. Jaz sem ta čas tule kruhke popekal malo. Kaj masla dodal? Jaz sem dodal malo olivnega olja. Jaz sem dal samo malo olivnega olja na kruhka, lahko je maslo, jaz sem ljubitelj masla, tako da to je to. Še eno žlico. Tako lahko postrežete pač kot hrano, ki si jo delite. Lahko pa tudi naredite kakšne žličnike in postrežete kot predjeta, ne. Malo slabo se dela slabo se dela žličnike, ampak nema veze. Tako naredila, ne. Ja. Sedaj pa nadaljujeva. Dajmo iti naprej. Marko, in že sva pri pripravi druge jedi. Kaj bova pripravila v 3. spletnem kuharskem tečaju Cele kuha? Ja, tako, zdaj pa nekaj toplega pripravimo. Spet je najet, itak si brez veze dogovoriti, ampak pač itak kuham najrajši. Mislim, predstavim tisto najrajši, kar tudi jaz jem, pa najrajši jaz kuham, ne. Se pravi, taka zelo zimska jed je šprenova rižota ali pa ričota. Ena taka skupaj zanimiva besedna zloženka, a ne, bolj slovenska, z radičem, panceto pa pinjolami, a ne. Tako, radič je zimska zelenjava,
ki je zelo dobro tudi topla pripravljena, meni osebno ta grenkoba iz radiča je meni vrhunska, ne. S tem, da pač za to jed izbiramo sorte, ki so manj grenke, ne. Treviso, Verona, radiče, tadle na tržnici sem ga zelo gledal v vrhunski. Se pravi, naredili bomo tole šprenovo rižoto, a ne. Zdaj pa za to rabimo, tako kot se običajno, kar tako, kakor slovenska kuhna začnejo, pa rižote začnejo, z sesekljano čebulo ali pa šalotko, ne. To seklamo vedno ročno, Vedno ročno, no, tako pač bom zdaj razlažil. Tudi mi recimo, ko večje količine, včasih je tako gora čebula, pa si rečeš, pa saj imam fajn mikserja, pa to tam, ne, ni šans, ne gre. Zaradi tega, ker čebula med kakršnim koli mikser, kakorkoli ima ta dobrega, spusti sok. In potem rada taka steklena, prozorna za veliko tekočine. In na koncu dobi jed okus tisti neprijeten po čebuli, ki se vam spahuje, ki tako, vedno ročno sekljati, tako bom zdaj pokazal. Eno bom jaz, eno boš ti, pa bom pokazal tako. Jaz vedno, ko čebulo lupim oziroma šalotko lupim, naredim tako, da ta del gor ostane, ne. Zaradi tega, ker ko jo prerežeš na pol, ne razpade in potem, ko bomo jo sesekljala, ne bo razpadla, ne. Se pravi, narežite jo po dolgem. Ne, tako. In zdaj v bistvu ne razpade, se še skupaj drži, čeprav je že skoraj sesekljana. In potem samo v nasprotni smeri, takole, evo, tako. Zelo drobne kocke, nobenega sekljanja ni potrebnega nadaljnega in to je to, a ne? To je to. Na tak način je zadost zrezana na droben čebula, šalotka, karkoli, ne? Oster nož vam bo pomagal tudi, da se bo ta manj solzila, ne? Kaj bi pa rekel, Marko, kateri je vaš tvoj najljubši kuharski pripomoček? Domišljija. Ja, to je to. To je daleč najbolj pomembna zadeva v kuhinji, ne. Lahko edinstven, univerzalen, ne? Vedno nekaj novega, tako pač meni je to zadeva, pač meni vedno dogaja, jaz ko na jed naredim, tako začnem razmišljati, kaj bi še jaz lahko tukaj dal zraven, kaj bi lahko naredil drugače, kaj bi lahko naredil boljše. Mislim tako, meni je to vedno nikoli končano vprašanje, ne. Evo, izvoli, ena pa daj še ti. Recimo, od kje dobiš navdih za kuhanje? Kje črpaš ideje? To je tako, mene ljudje vprašajo, pogosto vprašanje restauracije, koliko časa traja, da en jedilni list sestaviš, ne. In potem jaz rečem, tako, pa še en nasvet ti bom dal zdaj, samo če te lahko prekinem, tako, se pravi, vedno držati stvar, da čim bolj preprečimo možnost oreza, ne. Takole, zdaj zelo primeren način je tako, kuharji vedno tako držimo stvari, se pravi, da je noht malo izpostavljen. Se pravi, rezilo mora iti po nohtu dol, če bi se izkazali, da se bomo rezali, ne. Tako, vse blazince, vse to je zelo nevarno pri ostrih nožih, ne. Tako da najboljše kar takole zarezati in to je to. Izvoli. Se pravi, ko me vprašajo, koliko časa traja, da tam jedilni list pa rečem 20 let, ne. Malo za hec, malo za res, ampak v bistvu je čista resnica, no, pač tako. Znati dobro kuhati ali pa dobro sestavljati je vedno stvar znanja, ne pa, mislim, eno je navdih, drugo je pa, več ko znaš, boljš lahko kuhaš, ne. Se pravi, znanje je ključno, dobim ga pa, ne vem, dobim ga pa, se pravi, literatura, ne, se pravi, knjige imam zelo rad, sem tako, mislim, ne bom rekel, da sem obseden, ampak tako zelo rad naročujem knjige, ne. Knjige, splet malo manj, ampak tudi, ne. In to je to, potem pa največ časa v kuhinji preživeti, ne. To je pa ključno, ne. Kuhati je treba, nič drugega, kuhati. Vaja dela mojster, če mojster dela vajo. In to je to. Nobene. Tako kot pri vseh zadevah, ni kuhna popolnoma nič posebnega, nič drugačnega, ne. Naj še povem, zdaj tukaj moja najbolj priljubljena mešanca za pečenje, za praženje, za delanje rižot, testenin je pol olivnega olja pa pol masla, a ne, jaz vedno to kombinacijo, ker zdaj samo maslo se zelo hitro lahko zažge, v kombinaciji pol olivnega olja, pol masla pa tudi pride taka kombinacija vkusu res dobro, tako tak mi je, ta kombinacija teh dveh sestavin mi je vrhunska, ne. Pa še tako, olje vemo, da je zelo zdravo, olivno, maslo prave, da je malo manj, ampak če to vse v zmernih količinah uporabljamo, še vedno verjamem, da je to vse, da je to v redu za nas, ne. Tako da tole imamo zdaj midva, se pravi, šalotko bomo zdaj prepražila, skupaj za panceto. Tako, pa super, se ti super gre, to je to, skoraj tako jaz. Marko, to sem še želela vprašati.
imaš kakšnega kuharskega vzornika? Če imam kuharskega vzornika, kako bi zelo veliko ljudi je, ki jih, tako, da pravilno, zdaj, da bi imel tako, zelo veliko ljudi, ki jih zelo spoštujem. Veliko kuharjev v svojem življenju veliko naredili in delajo zelo dobro. Zdaj, da bi rekel, da so mi vzorniki, ne bom rekel, ampak jih pa zelo, zelo spoštujem. Res tako pač so vizionari, so ljudje, ki so premaknili svetovno kuhno v drugo smer in to take ljudi je za spoštovati. Eni so si ustvarili prave imperije in je veliko ljudi v našem poslu, ki so ti navdiha. To je to. Mogoče imaš kakšno, seveda, poleg svoje restauracije, še kakšno najljubšo restauracijo, katero morda zaideš, da se tudi sam malce razvajaš? Tako je. Veliko restauracij mi je zelo fajnih, res veliko restauracij. Če tle po Sloveniji pogledamo od mojih kuharskih prijateljev, se radi družimo, radi enega drugega obiskujemo, je pa spet stvar obiska restauracij, stvar razpoloženja. Včasih imam najraje pico, pa se peljem v Ljubljano sam na pico s familijo. Včasih mi burger paše, včasih paše fine dining večerja, tako različne so, včasih paše domača gostilna, tako da najljubši gostilni definitivno nimam najljubše, je pa zelo veliko takih, ki so mi zelo všeč. Tako da vse je stvar razpoloženja, ne moreš vedno iti na fino večerjo, ker ni to okej, mislim, ni okej. Pač ti ne paše 2-3 ure sedeti, Včasih bi samo na dobro pico pojedel, pač dobro pico poješ. Včasih bi dober burger, pa greš na dober burger, Včasih to sam pripraviš, pač čisto odvisno, zdaj v teh časih v glavnem vse sami pripravljamo. Se pravi, dajmo še malo o jedi povedati. Se pravi, pražimo šalotko pa panceto, srednji ogenj, ne previsok, da lepo zadiši. Ne bomo prepražili, ko začne barva dobivati, takrat končamo z praženjem. V tistem trenutku bom dal pa noter ješprenj. Zdaj, tako jaz sem tukaj malo posebno sorto, so taki manjši, so malo prej kuhani, drugače doma ga pa vedno le namočite. Tako ješprenj ne bo namočen, ker pol v bistvu naprej kuhan, pa lažje z njim delate. Tako da to je to. Ti pa prosim, če mi tegala pol radiča zrihtaš, ne vsega, ker bo preveč. Ali pa še mogoče malo manj kot pol, samo za začetek mi ga oper, pa mi ga bo še pa zrezala. Tako da to je to. Evo. Tole zelo lepo diši. In a veš, ker nismo čebule zmiksala, je zdaj prijeten von pražene čebule. Če bi jo pa zmiksala, je bila polna voda, ko bi se zdaj kuhala, se niti ne bi pražila. Večina okusa, ki ga dobimo iz stvari, je pa s praženjem. Kuhanje da bistveno manj okusa. Tako, zdaj radič jaz dodajam v 2 korakih noter, se pravi v to rižoto. Se pravi, prvo polovico dam nekje na sredini kuhanja, tako da se skuha, da se okusi lepo povežejo. Ta drugo polovico radiča ga dam pa čisto na konec, zadnjo minuto, zato da ostane hrustlav pa tak svež. Tako. In imamo isto sestavino, 2 različne teksture pa 2 različne funkcije imata v isti obliki, v isti jedi, ampak je to svežije. Meni niso všeč težke jedi, take, ki so težko prebavljive. Vsaka jed, ki jo poješ, se moraš dobro počutiti. Hrana te mora vedno v dobro voljo spraviti, nikoli v slabo. Tako da to je meni zelo, res pomembna stvar. Da si za njo vzamemo čas, ampak Tako. nekako... Evo, šalotka pa panceta je spražena. Dodal sem ješprenj in ga bom zagrel. Na tak način isti kuhite vse rižote, da se zagreje. Bom povedal zakaj. To bom zdaj zagrel, tako da bo vroče, potem bomo zalila vedno, ko imate vino v jedeh, vedno, ali pa bom rekel skoraj vedno, lahko so kakve izjeme, da ne bom kaj narobe povedal, najprej zalite z vinom. Zakaj? Zato, ker ta prijetna kislina iz vina, ki jo želimo, da ostane noter, bo ostala, alkohol
pa ono vino, ki je takoj zalito, je tako zelo tak čuden, nedefiniran okus. Ne? V tem primeru bojo ostale samo dobre lastnosti vina v jedi. Ne? Glej, kako se lepo kuha, lepo postaja kremna, ne? Skozi je toliko zalit, ja, tako skozi je zalit glih toliko, da je pokrito, ne? Pa počas brbota. Ne? Tako, zdaj bomo začeli pa finiširati, zdaj tega ne bomo rabili več. Se pravi, zdaj pa dodamo pinjole, malo pomešali. Pinjola mi tudi všeč, ker ima tak prijeten smerekast okus. Tudi spražiti je treba, ne? Tako, te oreščke dajo bistveno več okusa od sebe, če so spraženi. Okusno je, no, tako, pač meni je to všeč, stvari, da niso razkuhane, evo, tole desko lahko zdaj odmakneš. Takole, evo, zdaj bom pa jaz ugasnil, se pravi toplota, bom pa zdaj jaz čisto ugasnil, ker zdaj pa še samo damo sestavine noter, ki jih nočemo več kuhati, ne? Evo, tako, se pravi, radic smo dali noter, ta bo zdaj čist drugačnega okusa, kot pa on, ki je bil prej noter, ne? Čist drugačnega okusa, drugačna tekstura, ne? Se pravi, ta bo malo bolj hrustlav, zdaj damo pa malo trdega naribanega sira, se pravi, v stilu parmezana, ampak ni nujno, da je parmezan, lahko je tudi kakšen drug sir, a ne? To bo naredili še tako lepo kremo, tako. Potem bomo dali še samo en košček masla, bo tudi naredili tako lepo kremo, ne? Pa malo olivnega olja. Spet. Ni treba velika, ne? In zdaj to samo fino premešamo, da se vse raztopi, poveže. In to je to. Rižota z ješprenom. Seveda pa tako, da smo... Tako, nova ideja. Lahko uporabljate katerokoli vrsto zelenjave, ni treba zdaj imeti radič. Lahko uporabljate pač zelenjavo katerokoli. Meni je všeč radič, da ni samo v solati in tako naprej. V tej topli obliki je meni res vrhunski, a ne? Tako. A ne? Evo, tako, da se naredi. Potem pa oni tako potresajo in recimo to je to. Ne? Super. Lahko še damo pa tako malo tega gor, ni nojno. Ne? Kak list radiča, ne vem, tako, če hočete malo polepšati, seveda vedno dobro, ampak ni pa nič nojno. Evo, to je to. Odlično, dober tek. Ja, dober tek vsem skupaj, uživite, pa kuhajte, pa imejte se radi. Hvala, Marko, za sodelovanje in za nastop v današnji oddaji. Hvala za povabilo, z veseljem sem se odzval, tako da zdaj pa, kaj ne rečem, lepe praznike, zdrave in tako naprej. Tudi vam, vaši družini in veliko poslovnih uspehov še naprej. Hvala lepa. Pa da se še vidimo kdaj v Celje kuha. Hvala.